Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci zaključne konference projekta s krajšim imenom Modernizacija, ki kot del načrta za okrevanje in odpornost vodimo na Centru za poklicno izobraževanje. Z njim podpiramo uresničevanje razvojnih ciljev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Temeljni cilj projekta je modernizirati poklicno izobraževanje na način, ki bo omogočal krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod, večjo prilagodljivost, odpornost, odzivnost poklicnega na potrebe gospodarstva in družbe ter lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Zahtevna naloga, ki pa potrebuje sodelovanje vseh nas, ne samo tisti, ki se oblikujemo poklicno izobraževanje. Naslov zaključne konference, predstavitev dosežkov in pogled naprej, vsebinsko zaokroži delo celotnega projekta in poudarja, da je naša skupna odgovornost oblikovati poklicno izobraževanje za prihodnost, ki bo dovolj prožno, odprto, povezljivo, sodelovalno za tiste, ki so del tega sistema. Prvenstveno dijake, dijakinje, vsekakor pa tudi za vse strokovne delavce, vodstva centrov, šol, ostalih strokovnjakov, ki so povezani s tem delom sistema. Svet dela se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Tehnološki razvoj, umetna inteligenca, zeleni prehod, demografske spremembe ne spreminjajo le poklicev, ampak način, kako se učimo, delamo in sodelujemo. Spremembe se dogajajo povsod okoli nas in tudi v nas samih. So neka stalnica, izgleda, da se dogajajo vsakič hitreje. Naša naloga je, da mlade opremimo, da bodo lahko dovolj kompetentno delali in živeli v tem hitro rastočem okolju. Pri tem pa ne vseh področjih poklicnega izobraževanja še kako pomembno sodelovanje vseh deležnikov, ki se čutijo odgovorni, da sodelujejo pri naslavljanju teh izzivov, ki jih nosijo spremembe. In prav vi, prisotni na današnji konferenci, se čutite dovolj soodgovorni, dovolj skrbni, da se zavedate pomena sodelovanja pri tako zahtevni prenovi, kot je prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja. V naši sredini, zato še posebej pozdravljam državnega sekretarja magistra Andreja Sotoška z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, vodjo sektorja za srednje šolstvo na ministrstvu gospoda Aleksandra Sladojeviča, generalnega sekretarja z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dr. Mitja Blaganjeta, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije magistro Marjano Majerič, vodjo javnih pooblastil na Obrtni zbornici Boženo Grmel Drstvenšek. Prav tako pozdravljam direktorja javnih zavodov, predsednike strokovnih svetov, komisij, združenj, direktorje šolskih centrov, ravnatelje poklicnih in strokovnih šol ter višjih šol, druge odločevalce, socialne partnerje, raziskovalce, kolege, zaposlene z Centra za poklicno izobraževanje in vse ostale. Dobrodošli na zaključni konferenci, kjer je bilo sodelovanje vseh partnerjev ključno za uspešno realizacijo vseh projektnih aktivnosti. Na področju poklicnega izobraževanja se moramo prilagajati in krepiti odzivnost ter odpornost našega sistema. Ključnega pomena je, da dijakom poleg temeljnega poklicnega znanja in kompetenc omogočimo razvoj socialnih in osebnostnih veščin. Poklicno izobraževanje ima pri tem posebno vlogo, je most med šolo in gospodarstvom. Je prostor, kjer znanje postaja spretnost in kjer se mladi naučijo ne le kaj delati, ampak kako razmišljati, sodelovati in se prilagajati. Na ta način lahko že danes in v prihodnosti zagotovimo večjo zaposljivost ter priložnost za njihov osebni in poklicni razvoj, hkrati pa ustvarimo pogoje za nadaljnje izobraževanje. Kompetenčno zasnovano načrtovanje in izvajanje programov je izjemnega pomena. To namreč omogoča celostno povezovanje znanja, spretnosti in ustreznega odnosa, kar posamezniku daje možnost kompetentnega delovanja v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Vabim vas, da s skupnimi prizadevanji, inovativnim pristopom in odgovornostjo še naprej gradimo na teh izhodiščih, da bodo naši programi resnično odgovarjali potrebam časa. Skupaj lahko dosežemo, da bodo naši dijaki opremljeni z veščinami in vrednotami, ki jih potrebujejo za uspešno delo in življenje. Naj zaključim z mislijo. Prihodnost poklicnega in strokovnega izobraževanja ni v tem, da napovedujemo, kakšni bodo poklici. Prihodnost je v tem, da ustvarjamo ljudi, ki bodo kos kateremukoli poklicu. Želim vam, nam uspešno spremljanje in sodelovanje pri predstavitvi doseženih rezultatov.
Hvala. Spoštovani gospod magister Gregor Mohorčič, direktor CPI-ja, spoštovani predstavniki ministrstev, šol, drugih gospodarskih združenj, predstavniki podjetij, kolegi, kolegice. V veliko čast in v zadovoljstvo mi je, da vas danes nagovorim lahko ob tej zaključku pomembnega projekta, kot je modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ta proces ni bil le tehnična ali organizacijska prenova, temveč naše skupno prizadevanje za kakovostnejšo prihodnost mladih in za večjo povezljivost izobraževanja z realnim delovnim okoljem. Eden ključnih poudarkov, ki ga bi danes na kratko rada izpostavila, je prav verifikacija učnih mest. Prav učna mesta predstavljajo povezavo med teorijo in prakso, med šolo in delodajalcem, med znanjem in kompetencami, ki jih trg dela dejansko potrebuje. Rada bi poudarila, da verifikacija učnih mest ni zgolj administrativni postopek, ampak je zaveza k kakovosti. Pomeni, da okolje, v katerem se dijaki usposabljajo, izpolnjuje jasno določene standarde, da so zagotovljene ustrezni pogoji tako za učenje, da so zagotovljeni kakovostni mentori, ki mlade vodijo k strokovni in tudi, da ne pozabimo, zelo pomembno, osebni rasti. Temu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije posveča veliko pozornost, zelo pomembno pa je, da so učna mesta urejena, predvsem pa še enkrat bi res rada poudarila vlogo mentorjev. S tem ne ščitimo le interesov dijakov, temveč tudi gradimo zaupanje v sistem poklicnega izobraževanja kot celoto. Poudarila bi še, da moramo izredno, če gledamo tudi nekako na bodočnost, zeleni prehod upoštevati, da moramo vključevati vedno nove vsebine in spretnosti, ki bodo podpirale trajnostno prakso. Sem spadajo tudi poklici, ki se osredotočajo na obnovljive vire energije, na energetsko učinkovitost, na okoljevarstvene tehnologije, recikliranje, trajnostno, tudi kmetovanje in podobno. Povezava med zelenim prehodom in poklicnim in strokovnim izobraževanjem je pomembna, saj mora biti delovna sila na to pripravljena in tako na nove izzive, kot tudi priložnosti, ki jih ta trajnostni razvoj prinaša. Poklicno izobraževanje bo imelo ključno vlogo pri zagotavljanju, da bodo posamezniki usposobljeni za delo v zelenih industrijah in da bodo tako tudi prispevali k uspešni implementaciji tega zelenega prehoda. V času hitrih tehnoloških sprememb, kar že poudarjamo ves čas trajanja projekta, pa še bistveno prej, je za potrebe gospodarstva ključno, da učna mesta niso statična, temveč da se neprestano razvijajo. Proces stalnega spreminjanja in izboljševanja in prilagajanja mora biti cilj nas vseh, ki v tem procesu sodelujemo. Le tako bomo lahko zagotovili, da bodo pridobljene kompetence res relevantne, prenosljive in dolgoročno uporabne. Posebej želim še enkrat poudariti vlogo delodajalcev in mentorjev. Brez vas, vaše predanosti, vaše strokovnosti in predvsem pripravljenosti vlagati v mlade, ta sistem ne bi mogel delovati. Zato nosite pri oblikovanju prihodnje generacije strokovnjakov izredno pomembno vlogo.
Ugotavljamo, da smo naredili že pomembne korake naprej, izboljšali smo standarde, okrepili sodelovanje med posameznimi deležniki in postavili trdnejše temelje za prihodnji razvoj. Vendar pa naj bo to predvsem začetek neke nove faze, v katero bomo doseženo še nagrajevali in še naprej krepili kakovost poklicnega izobraževanja. O skupni promociji pa kdaj drugič. Naj zaključim z mislijo, kakovostno verificirano učno mesto ni le prostor učenja, temveč prostor prihodnosti. Priložnosti za mlade, za podjetja in za celotno družbo. Hvala lepa. Spoštovane ekscelence, cenjeni predstavniki izobraževalnega sistema, socialni partnerji, dragi gostje. Veseli me, da vas lahko danes nagovorim na zaključni konferenci projekta Modernizacija poklicnega izobraževanja. Tu ne gre zgolj za nek zaključek projekta, temveč za pomemben trenutek razmisleka o tem, kako kot država razumemo razvoj znanja, kompetenc in ljudi, ter kakšne razvojne odločitve bomo sprejemali v prihodnje. Če želimo v prihodnjih desetletjih ohraniti in predvsem okrepiti gospodarsko konkurenčnost Slovenije, moramo najprej odgovoriti na vprašanje znanj, spretnosti in kompetenc. Danes namreč ne govorimo več o poklicih prihodnostih, danes govorimo o ljudeh prihodnosti, o posameznikih, ki bodo v svojem delovnem življenju večkrat spreminjali vloge, uporabljali tehnologije, ki danes še ne obstajajo in delovali v okoljih, ki jih danes šele slutimo. Prav zato je izobraževalni sistem eden ključnih podsistemov države, in to ne smemo gledati kot strošek, ampak kot najpomembnejša razvojno infrastrukturo in seveda naložbo v konkurenčnost, inovativnost in pa družbeni razvoj. V gospodarskem programu za konkurenčni razvoj Slovenije, Made in Slovenija 2035, smo na Gospodarski zbornici Slovenije jasno zapisali, da je prestrukturiranje izobraževalnega sistema v skladu z razvojem gospodarstvom in družbe eden osrednjih razvojnih ukrepov. Vendar na drugi strani moramo seveda razmišljati tudi o digitalizaciji in spet na naslednji strani tudi o infrastrukturi. Če gledamo in ko hodimo po svetu, vidimo, kako države dejansko svoje mlade, bi rekla, kako z njimi skrbno delajo in jih seveda pripravljajo za tisti temelj njihovega naslednjega koraka, njihove družbe. Zdaj, če pogledamo, tukaj ne gremo v parcialne popravke. Mi jim moramo igrati oziroma moramo temeljiti vsebine na sistemskem vprašanju, ali je izobraževalni sistem dovolj hiter, dovolj odprt in dovolj povezan, da sledi tempo sprememb, ki jih narekujejo digitalni, zeleni prehod, tehnološki razvoj ter spremembe v organizaciji dela in tudi sprememba mladih, kako oni vstopajo na trg dela. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma bo do leta 2033 kar 44% ključnih kompetenc zaposlenih potrebno nadgraditi ali celo novo razviti. Hkrati pa bo 610 zaposlenih potreboval dodatno usposabljanje. To pomeni, da ne govorimo več o postopnih spremembah, temveč o strukturnem prelomu. To pa terja seveda odprt, prilagodljiv in z delovnim okoljem močno povezan izobraževalni sistem, biti pa moramo tudi iskreni. Takšnega profila kadrov ne moremo razviti s togimi sistemi, zaprtimi kurikulumi in pa šibkimi povezavami med izobraževanjem in trgom dela. Podatek, ki bi nas moral dodatno opozoriti, je, da več kot 75% podjetij v Evropski uniji poroča o pomanjkanju ustreznih kadrov, zlasti na področju tehničnih, digitalnih in poklicnih znanj,
To danes predstavlja že omejitev tudi pri gospodarski rasti. Zato je projekt, ki ga danes simbolno zaključujemo za gospodarstvo, izjemno pomemben, ker preverjamo, kako daleč smo prišli pri preoblikovanju sistema in ali znamo kot država sodelovati, povezati sisteme in ustvarjati dolgoročne rešitve. To pomeni seveda prehod iz projektnega sodelovanja v sistemsko partnerstvo, iz občasnih pobud v stalne mehanizme sodelovanja ter iz dialoga v skupno odgovornost. Prenova programov, odprti kurikulumi, vključevanje gospodarske zbornice, obrtne zbornice, ostalih delodajalcev ter razvoj kompetenc učiteljev in mentorjev v podjetjih ne smejo ostati odvisni od posameznih projektov ali finančnih perspektiv, temveč morajo postati stalni del sistema. To mora postati del sistemske arhitekture države, ne zgolj projektna praksa. Dovolite mi še pogled v prihodnost. Prihajamo v čas, ko bo polovica znanja zastarala v manj kot 10 letih, ko bo umetna inteligenca postala vsakodnevni sodelavec in ko bo največja konkurenčna prednost posameznika njegova sposobnost hitrega učenja in znova ponavljajočega se učenja in dvigovanja kompetenc. Gospodarska zbornica Slovenije in upam si trditi tudi Obrtna zbornica Slovenije smo pripravljeni pri tem prevzeti aktivno vlogo kot povezovalec, sogovornik in strateški partner, ki razume razvojne potrebe podjetij, hkrati pa spoštuje pedagoške, mentorske in tudi širše družbene cilje izobraževalnega sistema. Zaključila bi z mislijo, da prihodnost ne nastaja sama od sebe. Prihodnost se načrtuje, gradi in uresničuje skozi strateške odločitve, sodelovanje in zaupanje. Projekt modernizacija poklicnega izobraževanja je pokazala, da znamo sodelovati. Zdaj je pa čas, da to sodelovanje spremenimo v trajen sistem in verjamem, da nam bo to uspelo. Hvala vsem, ki ste k tem prispevali in želim vam uspešno ter vsebinsko bogato konferenco. Spoštovani direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič, spoštovani predstavnici Obrtne zbornice Slovenije, gospa Grmel Drstvenšek in Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Majrič, državni sekretar, magister Sotošek, spoštovani organizatorji in organizatorice, partnerji, udeleženci, ravnateljice, ravnatelji, učitelji in vsi ostali. Hvala za povabilo in predvsem za priložnost, da sem danes spet lahko z vami, da lahko ta projekt spremljam od njegovega začetka pa do danes, ko se ne samo na simbolen, ampak tudi na dejanski način končuje in predstavlja prihodnost za razvoj slovenskega izobraževanja. Hvala tudi za povabilo, da vas nagovorim ob zaključku tega projekta, ki predstavlja pomemben korak v razvoju našega izobraževalnega sistema in družbe kot celote. Če začnem zelo preprosto, znanje je danes ena najpomembnejših vrednot, ki jih imamo. Je nekaj, česar nam nihče ne more vzeti in hkrati nekaj, kar kroji našo prihodnost, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe. Zato ni vseeno, kakšno znanje razvijamo, kako ga prenašamo naprej in predvsem, kako ga povezujemo s prakso. Prav tukaj imata poklicno in strokovno izobraževanje izjemno pomembno vlogo. Gre za področje, kjer znanje ni le teoretično, ampak je povezano z delom, izkušnjami in realnim okoljem. Projekt modernizacije poklicnega izobraževanja je zato več kot le projekt. Je jasen signal, da razumemo pomen vlaganja v znanje, kompetence, prihodnost mladih ljudi in gospodarstva. In s tem projektom ste naredili konkretne korake naprej. Od prenove programov, večjega poudarka na digitalnih in zelenih kompetencah, do tesnejšega sodelovanja z delodajalci in razvoja digitalno podprtih učnih mest. To so spremembe, ki bodo vplivale na prihodnje generacije. Mladi namreč danes potrebujejo več kot samo informacije.
Potrebujejo sposobnost razmišljanja, prilagajanja in sodelovanja. Potrebujejo znanje, ki ga bodo znali uporabiti. In prav takšne projekte potrebujemo, če želimo iti v pravo smer. Ob tem želim poudariti še eno stvar. Največja vrednost takšnih projektov ni v tem, da jih uspešno zaključimo, ampak v tem, da njihove rezultate znamo ohraniti in nadgraditi, da torej postanejo del sistema, del vsakdana. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se zavedamo, da brez znanja ni razvoja, ne gospodarskega, ne družbenega. Zato bomo tudi v prihodnje podpirali projekte in ukrepe, ki krepijo kompetence, spodbujajo sodelovanje in prinašajo konkretne izboljšave družbi kot celoti. Za konec se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri projektu. Vaše delo ima dolgoročen pomen in prav to je tisto, kar na koncu šteje. Hvala lepa. Spoštovani gospodi visoki gostje, drage kolegice in kolegi, v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes nagovorim ob zaključku projekta Modernizacija poklicnega izobraževanja. Osrednjega razvojnega projekta na področju poklicnega strokovnega izobraževanja v obdobju med leti 2022-2026, ki je pomembno zaznamoval razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji, ter postavil trdne temelje za njegovo nadaljevanje in prihodnost. Poklicno strokovno izobraževanje ima poseben, v sodobni družbi posebno mesto in ni zgolj le ena izmed izobraževalnih poti, temveč je ključni steber razvoja mladih, njihovih samostojnosti in njihovega aktivnega vključevanja v družbo. Mladim omogoča, da razvijajo konkretne kompetence, odkrivajo svoje talente in jih nadgrajujejo v znanje, ki ima neposredno vrednost in v realnem okolju. Prav skozi poklicno izobraževanje se mnogi prvič srečujejo tudi z delovnim okoljem, odgovornostjo in ustvarjalnostjo, ki jo zahteva sodobni trg dela. Ob tem pa ne moremo pozabiti, da kakovostno poklicno izobraževanje ni mogoče brez tesnega povezovanja z gospodarstvom. Povezovanje z izobraževanjem in trg dela je danes ključno in je nujen pogoj za uspeh. Le z odprtim dialogom, sodelovanjem in soustvarjanjem lahko zagotovimo, da izobraževalni program sledi potrebam trga dela, da se prilagoditve in odzivi ter mladim omogočajo uspešen prehod iz šole v zaposlitev. Projekt, ki ga danes zaključujemo, je prav na tem področju naredil pomembne korake naprej. S prenovo izobraževalnih programov, z razvojem sodobnih didaktičnih pristopov, uvajanjem digitalnih podprtih učnih mest in nadgradnjo sodelovanja z delodajalci je pokazal, kako lahko sistemsko pristopimo in na področju poklicnega izobraževanja. Posebej pomembno pa je, da projekt ni naslavljal le vsebin, temveč tudi posebne načine poučevanja, sodelovanja in seveda povezovanja znanja in prakse. Dovolite mi, da ob tej priložnosti izrečem iskreno priznanje in zahvalo Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ter vsem njegovim zaposlenim. Vaša strokovnost, delo, predanost in vizija, ki so bili vključeni v ta, so uspešno izvedli ta projekt. Hvala tudi vsem partnerjem, šolam, podjetjem, strokovnjakom in drugim, ki ste s svojim sodelovanjem soustvarjali ta projekt. Zaključek projekta pa nikakor ne pomeni konca nadaljnjega dela. Nasprotno, pomeni pomembno prelomnico in izhodišče za nadaljnji razvoj. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter
se tega še tako dobro zavedamo in intenzivno pripravljamo nov projekt, ki ga načrtujemo skupaj z Centrom za Republiko Slovenijo za poklicno izobraževanje in sicer na področju, kjer bo usmerjen v naslednji razvoj in implementacijo prenovljenih programov v krepitev njihovih kakovosti ter njihovo učinkovito umeščanje v izobraževalni prostor in prakso. Naš cilj ostaja jasen: zagotoviti sodoben, kakovosten, vključujoč sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo mladim omogočal razvoj, gospodarstvu pa zagotavljal ustrezen, posodobljen, usposobljen kader. Živimo namreč v času hitrih sprememb, tehnološkega razvoja in novih družbenih izzivov. Prav tako je poklicno izobraževanje danes pomembnejše kot kadarkoli prej, je most med znanjem in delom, med posameznikom in družbo in med sedanjostjo in prihodnostjo. Naj bo današnja konferenca priložnost za ponos glede doseženega in seveda izmenjavo dobrih praks in pa seveda razmislek, kako naprej v prihodnje. Predvsem pa naj bo to spodbuda, da s takšno energijo, strokovnostjo in sodelovanjem kot do zdaj nadaljujemo pot tudi v bodoče skupaj. Hvala.